Predlagani dnevni red, meni Plut, je odraz dlje trajajočega stanja v njihovi občini. Kjer se v ozkih krogih oblikujejo in zaključujejo določeni projekti in se kot taki lansirajo kot edina možnost, kot razvojni projekt, vendar je teh projektov v straži, ki bi prinašali recimo novo vrednost, zelo malo. Plut je prepričan, da gre za neupoštevanje zahtev svetnikov in neizvajanje sklepov občinskega sveta. Zato je dodal, so se svetniki Elkosa in SDS-a na njegovo pobudo odločili za prekinitev seje. Od občinske uprave pričakujejo jasne smernice, da je sposobna za nadaljnje delo v občini. Da bomo mi svetniki, kadar postavimo vprašanja, dobili odgovore. Kdaj, zakaj, s kom, koliko bo stalo, kaj se bo delalo. Ne pa, da za vsake 3 mesece delamo rebalans, zato ker nekdo potrka na vrata in hoče nekaj še izvajati. In to se je dogajalo v preteklosti prepogosto. Svetniki Riosa in SLS-a so nasprotovali Plutovi pobudi, saj, tako Damjan Jerman, so vse točke dnevnega reda pomembne, predvsem pa rebalans proračuna. Rebalans je bil predvsem predlagan zaradi industrijske cone Zalog, da se tam začne graditi industrija, podjetja. Posebno en podjetnik je zainteresiran za to, ker je pripravljen tudi zaposlovati in to se nam zdi res velika škoda, da nismo sprejeli današnjega dnevnega reda. Župan Dušan Krštinc, po seji vidno razočaran nad dogajanjem, se je v izjavi za javnost oglasil dopoldne. Odločitev o umiku vseh točk z dnevnega reda kaže na neresno delo, zavajanje volivcev in ignorantski odnos nekaterih svetnikov, je poudaril. Žalosti me, da nekateri svetniki izigravajo demokracijo na račun naših občanov in svetnikov, kateri si želijo napredek občine. Z vsesplošnim kritiziranjem in nesprejemom dnevnega reda se sicer izognejo odgovornosti do sprejemanja vsebinskih odločitev, kar je vsekakor lažje, kot pa podajati koristne predloge in jih tudi sprejemati. Jaz mislim, da občinska uprava dobro dela, tudi svetniki, da probamo transparentno delati. Zdaj, kaj je tle odzad, se lahko pa samo vprašamo. Krštinc se boji, da nekateri svetniki niti ne pregledajo gradiva, o katerem razpravljajo in glasujejo na seji. Tokrat so med drugim imeli na mizi rebalans proračuna za letos, osnutek pokrajinske zakonodaje ter točko o ceni socialno-varstvene storitve pomoči družini na domu.